Predavatelja, gospoda Velenčiča iz Clevelanda, ameriški Slovenec. Nekako se že dogovarjamo, pred korono, da bi prišli, pa potem je bila korona vmes, in potem ali nismo mogli datuma slediti, do letos pa končno ste pri nas in smo veseli. Predavali boste o Slovencih v ameriški kulturi, sami to zelo raziskujete, veliko veste in lahko boste seveda vprašali veliko. Sicer pa, kot smo že na vabilu napisali, verjetno ste videli, gospod ustvarja filme, predava, organizira koncerte, razstave v ZDA, predvsem v seveda Clevelandu, in okolici. Potem vodite slovensko radijsko oddajo Polkah Hall of Fame, še zmeraj, v slovenski glasbi. Sicer pa ste se v lanskem letu postali član mednarodne dvorane slavnih Clevelanda. Čestitke ob tem nazivu. Vsakomur seveda to nam uspe in vam je. Tako da, čestitke še enkrat in prijetno predavanje. Hvala. Moram omeniti, jaz sem tudi član mednarodnega sveta za urad za Slovence po svetu in predstavljam Slovence v ZDA. In urad mi je pomagal z potovanjem, da sem tukaj prišel v Slovenijo in vas tukaj, bom tukaj malo pokazal, kaj o naših Slovencev v Ameriki. Ne vem, ali je imel kdo sorodnike v Ameriki, da bi vedeli? Ivana Čeha. Prosim? Ivan Čeh. John Čeh. In torej, imam pa eno darilo. Jaz sem kot arheolog za vse slovenskega v Ameriki. Rad odkrivam ljudi, ki so znani, ki so slovenskega porekla, ali stvari, ki so Slovenci izumili ali organizirali. In imam kot slovenski radar v Ameriki. Zmeraj iščem da bi slišal kakšno slovensko besedo ali videl kaj napisanega v slovenščini. In še od majhna, ker sem bil majhen, sem tudi se zanimal. Znana revija Life, Življenje je v letu 1964 so izdali serijo knjig o države sveta in so imeli knjigo o Balkan. In kaj se pojavi notri, so opisali eno mestece, da naj bi bilo delavska utopija in tu so Velenje na sliki. In tudi je malo kot dokumentarno, tukaj je delavski klub, tukaj je tipična družina, ampak ne dajo ime in tudi drugot v knjigi so Velenje omenjeni. Torej, tu je dar za arhiv od vaše knjižnice, za vašo zbirko. Ne vem, ko ste vedeli za to knjigo prej, ampak... Osebno ne, ampak ne znate, ne ostali. Torej, mene je zmeraj zanimalo, kaj naši ljudje v Ameriki so lahko izoblikovali ali pa organizirali, ker mislim, da naša zgodovina je tudi del vaše širše zgodovine tukaj v Sloveniji. Jaz sem se rodil v Ameriki, moji starši so iz blizu Alerske Bistrice doma. Torej, jaz sem več ali manj samouk s slovenščino, ko kakšno napako naredim, oprostite, ampak bom kar rinil naprej. Ne vem, koliko veste o Slovencih v ZDA, ponovadi, nekoč sem bral, da vsaka tretja družina v Sloveniji so imeli sorodnika v Ameriki. In posebno, ker je bila ta velika emigracija začetka 20. stoletja. Ampak Slovenci so še prej prihajali. In tukaj, ne vem, koliko se poznate na naših 50 držav Amerike, ampak Slovenci so se večinoma naselili tam, kjer je bila težka industrija. Recimo v
mesta okoli velikih jezer kot Chicago, Cleveland, Detroit, tudi v Kanadi, v Toronto in bom malo še o tem vam pokazal. Prvi Slovenci, ki so začeli prihajati sredi 19. stoletja, so bili misionarji, ki so prišli iz bivše Avstro-Ogrske, razširiti katoliško vero med Indijanci v ZDA, ampak tudi z njimi so kakšni Slovenci se preselili istočasno. Najbolj znan misionarjev na levo je bil Friedrich Barga, ki je tudi napisal slovar za očitvoje jezika, da so lahko prevedli angleščino v očitveščini, tako da jih je lahko učil verouk. Drugi pomemben misionar v 1870 letih pa je bil František Pirc. Ona dva sta se poznala in tam v severni del velikih jezer v državi Minnesota je on ustanovil benediktince in tudi zraven so prišli kakšni Slovenci, ki so se naselili. Torej, vemo, da prva stalna slovenska skupnost, ki še zmeraj deluje, tu so bili kmeti, ki so dobili za pol zastonj zemljo v državi Minnesota, v severni del Amerike, in tam ustanovili svoje kmetije in tudi ki še danes obstajajo. Tudi prva župnija, Sveti Štefan, se je organiziral v Ameriki, slovenska župnija, leto 1870 in še deluje. In to je bil njihov prvi slovenski dom iz Brune. Ker je zemlje zmanjkalo po Ameriki, so Slovenci kot druge narodnosti iz Evrope začeli najti službo v industrijskih mestah kot Cleveland, Chicago, Detroit, Milwaukee. In to je bila kot verižna migracija, torej, ko je kdo iz neke vasi Slovenije si dobil službo recimo v Clevelandu ali v Pittsburgh, potem pa je povabil vse svoje znance iz tistega kraja, da so se tudi oni tam preselili. Zanimivost je, da kar nekaj mestev in držav po Ameriki, prvi jezik je bil angleščina, ampak drugi jezik je bila nemščina. Torej, Slovenci kot del Avstro-Ogrske, ko so lahko komunicirali v nemščini, so si lahko tudi službo vešli po tovarnah, kjer so bili lastniki Nemci. In tu so te tipična težka dela, ta slika na levo, moj oče je tam na srednji, delo je v jeklarni, je bilo res težko delo. Tukaj pa tudi recimo za časa Prve svetovne vojne so naše Slovenke dobile službe po tovarnah. Tu je slika iz Clevelanda, Slovenke in Hrvatice, ki so delali, ker je okoli letu 1918, kada so šli moški v vojsko. Nekateri Slovenci so svoj obrt prinesli sabo. Tu je slika iz Seattle, Washington, na Pacifik. In tu so slovenski čevljarji, ki so imeli svoj štand tukaj v nekem hotelu v Seattle. Torej niso bili izključno vsi kmeti ali pa delali v rudniku ali v težki industriji. Vemo tudi zgodbo o slamnikarici iz Domžal, ki so se preselile v mesto New York in tam so dominirali izdelavo slamnikov začetka 20.
stoletja. Jaz sem tudi ugotovil, da so Slovenci tudi bili pomembni za steklarsko industrijo v Ameriki. Začetka 20. stoletja, ker je steklarstvo propadlo v Hrastniku in Trbovlje in Zagorje v Savi, so ti steklari potem se preselili v državo West Virginia, kjer so bile steklarne in tam prav bili lastniki več teh steklarn. Vino je tudi tradicionalni obrt od Slovencev in nekateri Slovenci so tudi ustanovili svoje vinarne izven mestu Clevelanda, kjer sem jaz doma, tu je vinorodni kraj in imamo najmanj 7 vinarn, kjer so lastniki Slovenci. In recimo družina Debelcev prav za časa Prve svetovne vojne prinesli sabo trte iz Slovenije in tu gojili v Ameriki. Slovenci so tudi se ukvarjali z čebelarstvom in še danes kot hobi, kot kotiček, Slovenci radi imajo čebele. Nekateri so bili prav tudi specializirani, recimo za izdelavo harmonik v mestu Cleveland, ki je postal največji center za Slovence. Izven Evrope smo imeli najmanj 7 delavnic harmonik, kjer so bili lastniki slovenskega porekla. Najbolj pomemben pa je bil Anton Mervar, ki je bil doma iz Trbovlje. Slovenci, ki so prišli tukaj, so bili tudi, kako bi rekel, so imeli žilico za biznis. In ko si imel pogum, si kupil in ustanovil gostilno. In gostilničarji so res bili pomembni v vsaki slovenski soseski, ne samo za pijačo, ampak tudi so ponujali prenočišče za nove delavce, so bili svetovalci, so tudi bili neformalni bankirji za naše izseljence, ker banke niso zmeraj se zaupali v emigrantov in torej lahko da je gostilničar bil tudi držal denar za takšne delavce. In zato kot tradicija, kot tukaj v Sloveniji včasih za birvenega botra si vzel gostilničarja, ker si vedel, da boš dobil zlato uro. In tu je stara gostilna Gorše iz Clevelanda, tam gori na legu. Tu je bilo kmalu po prohibiciji, ker je prohibicija končana leta 1933. Tukaj je Zavrlova gostilna v Minnesoti, Koščakova v Minnesoti in tam gori kočevarski klub v New Yorku. Tu je tipična slovenska naselbina, ker koli greš po Ameriki, po mestih, so te ogromne slovenske župnije, opekane cerkve, potem pa bolj skromne lesene hiše okoli cerkve. Tu je cerkev Sveti Vid, največja slovenska cerkev in župnija v Ameriki, v Clevelandu. Tudi šolo so imeli do pred 10 leti. In tu je tipični pogled na našo sosesko. In torej vse se je razvilo okoli cerkve in malo pozneje okoli slovenskem kulturnem domu. In tu so te tipične cerkve Sveti Jožef v Forest City, v Kansas Cityju Sveta Trojica in v Waukeganu cerkev Marija Pomaga. Slovenski narodni domovi so tudi bili pomembni za nas, ker so Slovenci prvič se dobili kot delavci v kakšni
v kakšnem rudarskem mestece v Pensilvaniji ali pa v mestu kot Cleveland ali Detroit okoli jeklarne, so si hoteli nekaj ustanoviti. Prva stvar so si ustanovili je bila župnija, cerkev, in kmalu potem pa je prišla ta ideja za slovenske narodne domove. Ta prvi dom se je odprl leto 1905 v Pueblo, Colorado, in če ta dom deluje, ampak tu so bili kot kako bi rekel, rekreacijski centri za naše ljudje. Okoli Prve svetovne vojne so Slovenci videli, da ne bojo naredili kar hitro denar in se vrnili nazaj v Slovenijo, ampak so začeli pa se stalno najti v Ameriki. So si hiše kupili, so prinesli žene in družine iz Slovenije v Ameriko in so se settle down, kako se reče, so se ustalili v Ameriki. In nekateri pa so mislili, da bi radi delovali izven vpliv cerkve in so si ustanovili slovenske kulturne domove. Ker ljudje so hoteli zabavo, so hoteli kulturo, tudi slovenske šole za otroke, sobotne šole, da bi se slovenščino naučili. In torej, da med vojnama, med prvo in drugo svetovno vojno, je bila prava kulturna renesansa med Slovenci po Ameriki. So si gradili te domove, te cerkve, vsaka cerkev je imela svojo dvorano in te dvorane je bilo potreba napolniti z glasbo, s koncerti, z dramo, slovenske šole. Vsak dom je imel svojo slovensko čitalnico. Vsak dom je bil kot čebelnjak slovenske kulture in so bile pomembni ti centri za naše ljudje in še danes so. Tukaj gori na levo je Slovenski narodni dom v Clevelandu, največji v Ameriki. Dvorana ima sedeže za 1000 ljudi, so imeli trgovine notri, balinišče, 2 dvorani, kulise za drame, sobe za sestanke, tudi sokoli so imeli svojo telovadnico notri in res si lahko užival svojo kulturo. Ker po Prvi svetovni vojni je bil ta val ponosa. Končno po razpad Avstro-Ogrske se je ta prva Jugoslavija organizirala in prvič na karti lahko pokažeš, evo, tu je Slovenija. Ker prej Slovenija je samo bila ena nedoločna enota pod Avstro-Ogrsko, ampak po Prvi svetovni vojni končno skozi kraljevino so Slovenci lahko pokazali na karto, kje je ta Slovenija. In je bil ta val ponosa, ki je tudi šel v Ameriko. Nekaj, ki je bilo pomembno za naše ljudje, so bile dobre delne zveze, ker niso mogli dobiti zavarovanje skozi ameriških firmah, ker so bili izseljenci, potem pa so si svoje organizacije organizirali in večinoma vse te organizacije še danes delujejo. Vsaka slovenska soseska je imela vsaj eno podporno društvo, torej si kupil zavarovanje za pogreb, ampak medtem vsako društvo je imelo aktivnosti, ali večerje, ali plese, piknike poleti, torej so pomagali organizirati ljudje v slovensko zabavo. Vsaka ustanova je tudi imela svoj časopis,
in te časopisi so tudi imeli novice iz Slovenije in tudi od dogodkov v teh naselbinah, tako da ljudje so bili povezovani skozi te društva, ki so bile po celi Ameriki. Krajinsko-slovenska katoliška enota je bila ta prva, Zapadna slovanska zveza, Slovenska dobrodelna zveza, Slovenska narodna podporna enota, Slovenska bratska zveza, so vse bile pomembne za združiti naše ljudi. Tisti, ki so, nekateri so prav tudi organizirali svoje trgovine, nekateri so prav uspeli, bodisi z majhno trgovino v nekem mestecu, do družina Vertin, ki so imeli prvo slovensko veleblagovnico v Ameriki in tu v severni polotok države Michigan. Na levo imamo tudi, v Ameriki tudi uživamo krajinske klobase po starih receptov. Tu je Župančičeva trgovina v Ili, Minnesota, ki tam še zmeraj delajo krajinske klobase. Tu je družina Županič v West Virginiji, ki so si odprli restauracijo Dobra župa. Tudi so nekateri liki v naši skupnosti, ki so bili prave legende. Tu je Anton Štander, ki je zabogatil, kadar je bil lov na zlato v Alaski in v Kanadi. In tako je bil bogat, da v mestu Seattle si je stavbe gradil pod svojim imenom in tudi hotel je imel. Zelo bogat je bil in se je poročil za plesalko in nekaj let sta bila složna, potem pa ne in je res skoraj vso to bogatijo zgubil, kada se je ločil z ženo. Ampak vsebnik je imel upanje, da bo spet zadev zlato in kada je imel 60 let, se je vrnil v Alasko, da bo še enkrat zabogatil, ampak ni. Tu je družina Štajer v državi Wisconsin, so stare recepte za klobase prinesli v Ameriko in potem so njihove pečenice, brats ali bratwurst, so bile najbolj popularne in so Američanom zelo priljubljene te slovenske pečenice od Johnsonville. Kadar imamo naš praznik 4. juli, moraš imeti te Johnsonvillove pečenice na žaru. Ampak redko kdo se spomne, da so to pečenice iz slovenskega recepta. Smo hoteli imeti bogato slovensko kulturo, kjerkoli smo bili, posebno znanje in smo imeli slovenske sobotne šole, še danes delujejo, imamo v Chicagu in 2 v Clevelandu, tudi se lahko učiš slovenščino po internetu na Clevelandski državni univerzi. Tukaj je na desno pa je prva slovenska šola psihologije v Clevelandu iz leta 1922. Ne morem najti nobene podatke o tem, ampak to pokaže, Cleveland je bil takšen mikrokozmos Slovencev, da smo tudi imeli svojo posebno slovensko šolo psihologije. Kaj so učili, nimam pojma, ampak je intrigantno. Tu je moja sestra Cilka na levo in za 40 let je vodila slovenski otroški zbor, ki so 3-krat nastopili v Sloveniji in vsak otrok, ko je začel pri 6 letih in potem končal pri 18, se je naučil vsaj najmanj 50 pesmi v slovenščini. Radi imamo tudi danes predavanja. Tukaj jaz govorim skupini v
Minnesoti, ker nas vse zanima kot tukaj. Seveda delujemo v angleščini, ampak vsekakor se počutimo, da smo solidni Slovenci. Bi lahko rekel, da slovenščina, učimo še vedno slovenščino, ampak za vsako generacijo je slovenščina manj pomembna, ampak imamo pa druge tradicije, ki nas povezujejo in s čim se identificiramo kot Slovenci. Moram reči pa v mestih kot Cleveland, do 60 let si lahko deloval brez angleščine, ker si živel v slovenski soseski, šel v slovensko cerkev, na slovenske zabave, zdravnik je bil Slovenec, odvetnik je bil Slovenec, mesar je bil Slovenec, gospa Klemen Craig tu že poznajo, ker je ona bila v Clevelandu, da je res bila ameriška Ljubljana v Clevelandu. Clevelandska okolica ima okoli 2 milijona ljudi in mislimo, da okoli 80,000 ljudi imajo slovenske korenine tam. Kot sem omenil, slovenski domovi so bili nam pomembni centri za kulturo, tam v Rock Springs, v Wyomingu, na Divjem zahodu, tukaj doli na levo v Utah, kočevari, tudi potomci nemško govoreče manjšine na Kočevskem so tudi imeli svoje domove, ki še delujejo v New Yorku in v Clevelandu. Glasba je bila nam pomembna. Prva slovenska glasba, ki smo imeli, je bila, kot kličemo, pleh muzika. To je tradicija že v 1890-ih letih. Smo imeli take ansamble in tudi do pred malem smo imeli še vedno orkester v Clevelandu. Pevski zbori in dogodki nas združujejo in že vsa leta, še danes imamo pevske zbore in iščemo zmeraj kakšno praznovanje, da lahko imamo banket. Recimo v Clevelandu in v Chicagu tudi imamo slovenski catering, ljudje, ki znajo, kako pripraviti slovenske jedi, bodi si bograč ali pa rižot. Vse te regionalne nianse slovenske kuhinje naši cateringi poznajo. Tudi dobimo glasbenike, ki nastopajo iz Evrope, recimo tukaj je Vlado Kreslin, ki je bil pred malem v Clevelandu. Tukaj doli na levo pa pevski zbor Glasbene matice v Clevelandu, ki bo klasični repertoar pojejo. Imamo tradicije, ki so nekatere so bolj ameriške, ampak v osnovi so slovenske. Recimo tukaj v slovenski cerkvi Sveti Mariji že 20 let prvo obhajilo ali pa oksed, slovenski oksed, ker morajo biti rdeči nageljni in petje. Tudi ko ne razumejo slovenščino, bi jo peli, sinoči je pela ali kaj podobnega pri oksedi. Tudi delamo vinska trgatev, v Clevelandu smo imeli prejšnjo nedeljo. Vinska trgatev je prišel nov veleposlanik slovenski iz Washingtona in tudi minister za Slovence po svetu Matej Arčon. In tu nakinčamo dvorano s trtem in so dobrote vesijo, včasih je bilo sadje, danes pa so čokolade in čipsi in tako. In ko kdo ukrade kakšno dobroto, ki vesi iz trte, potem damo ga v ječo in se vidi ječa tam za sliki. Tudi imamo maškarade, vi imate pust, v Ameriki imamo Halloween, 31. oktobra, ki tudi uživamo z slovenskim naglasom.
Poleti imamo letovišča izven mesta, recimo izven Clevelanda, izven Pittsburgh, Pennsylvania in Wisconsin. In tako da med poletjem naši kulturni domovi niso tako aktivni, ampak ljudje radi se zabavajo zunaj, kot da rečemo, na slovenski farmi. Izven Chicago imamo tudi franciščansko semenišče, ki ima slovenski narodni dom in tudi kapele Matere Božje iz Brezje. In tudi specifične organizacije, tu so dame, ki so predstavljale društva od Slovenske narodne podporne jednote in smo imeli tudi društva samo za ženske in eventualno se je prav Slovenska ženska zveza ustanovila leta 1926, ki je povezalo ženske po celi Ameriki in organizacija še danes deluje. Imajo revijo, ki je revija Zarja, ki oddajajo, ki založijo vsako 4-krat na leto. Tu je bila gospa Marie Priesland, ki je ustanovila to organizacijo in je so imeli podružnice po celi Ameriki. Pred 15 leti so se preimenovali na Slovenian Union of America in sprejeli moške kot enakopravne člane. In jaz pa v juliju sem postal predsednik od Slovenske zveze. Imajo središče izven Chicago in še zmeraj imamo naše revije in posebne skupine za čebelarstvo, za literaturo, za film in za kuharske tečaje. In tu gostimo po celi Ameriki za potico, za juhe, različne slovenske jedi. Smo imeli tudi progresivne Slovenke Amerike, one pa Slovenska ženska zveza so bili. Mi smo imeli slovenske skupine za vsak okus, kako bi rekel, za vsako prepričanje. Torej, Slovenska ženska zveza so bili malo bolj usmerjeni na dom in na vero in na družine. Progresivne Slovenke so po imenu bile bolj progresivne, so se ukvarjale z politiko, izobraževanje, tudi slovenske šole, stike z domovino, posebno po drugi svetovni vojni in tudi izdale svoje kuharske knjige s slovenskimi recepti. Torej, tukaj kot v Sloveniji smo imeli to, kako bi rekel, raznolikost. Nekateri so bili v eno smer usmerjeni, drugi v drugo smer, ampak kot Slovenci smo vsi isto polko. Imamo tudi bogato tradicijo založništvo in revije kot Ameriška domovina, Nova doba, Glas naroda. In tu so začeli izhajati že v 1880 letih in še danes imamo revije in časopise. Seveda vsi so v angleščini, ampak novice in so iz Slovenije in iz slovensko-ameriških naselij. Tu so tipični, saj na internetu imamo tudi slovensko-ameriške spletne strani in kot sem omenil, vsako podporno društvo je imelo svoje glasilo in novice iz Amerike in iz Slovenije. In tu so dva tipična spletne strani za Slovence v ZDA. Slovenska šola pri Sveti Mariji v Nebozeti v Clevelandu in tudi Clevelandska Slovenija. Zborovsko petje je bilo zelo pomembno za nas in če je danes,
in radi pridemo skupaj in pojemo, bodi si odrasli ali od otroci. Recimo, tu je slovenski otroški zbor, ki so nastopali z slovenskim okcetom, kmečki okcet, zbor Korotan, tu so bili Slovenci, ki so prišli po drugi svetovni vojni kot politični emigranti. Tam gori na levo pa slovenski socialistični zbor Zarja Sloga iz 90-ih let, iz 30-ih let. Harmonika nas združuje, bi lahko rekel. Slovenci so prinesli svojo glasbo sabo v Ameriko in malo po malo ta glasba se je poamerikančila. Zraven se bi videl včasih banjo ali pa bobni, saksofon, kaj takega. In malo po malo te stare slovenske pesmi so začeli dobiti ameriški naglas. Torej smo imeli celo glasbeno industrijo med Slovenci v Ameriki, ki še deluje. Delavnice harmonik, recimo tukaj je klub iz Wyomingu na divjem zahodu, ki so si naročili harmonike iz Clevelanda. Imamo tudi muzej slovenske ameriške polke in neštetih ansamblov, ki igrajo naše domače pesmi in tudi znane melodije od Avsenikih in od Slaka. Prvi ansambl, ki je bil zelo znan, je bil trio Matija Hoje. On je nastopil na harmonike z dvema polbratoma, na banjo in na kitaro. In oni so bili prvi ansambl, ki je snemal v New Yorku in ki so na množično prodajali plošče. In lahko malo poslušamo Hojer iz letu 1928. Gotovo poznate to pesem. Torej, kjerkoli si bil v Ameriki, v rudniku ali v mestu delo v tovarni, ko si lahko privoščil gramofon, si lahko imel kos svoje slovenske kulture v te škatli. Si kupil plošče, znane pesmi in tu je bila tvoja povezava z domovino skozi te gramofonske plošče. Potem v 20. letih smo tudi dobili prve slovenske radijske oddaje, konec 20. let. In iz te tradicije tudi prihajajo novi glasovi. Recimo na levo imamo William Loše, ki je bil zobozdravnik po poklicu, ampak je rad prepiševal slovenske melodije na ameriški način. In tudi bil popularen na radiju. Te radijske oddaje so tudi predstavljale te ansamble in dobili redne poslušalce vsak teden. In ko si lahko privoščil radio in gramofon, si lahko imel slovensko glasbo v hiši, kadarkoli si hotel. V 30. in 40. letih imamo novo generacijo glasbenikov, ki so poslušali te stare muzikante in te radijske oddaje in so začeli na svoj način igrati slovenske polke. Vam predstavim tukaj Frank Janković, ameriški kralj polke, kot mladenič v 30. letih je ustanovil svoj prvi ansambl in je te stare slovenske pesmi igral na svoj način, malo bolj moderno, in tudi prevedel naslove in besedila v angleščini za privabiti širšo publiko.
Tako je bil uspešen, da je dobil pogodbo z firmo Columbia v New Yorku in v konec 40-ih let dobil 2 zlate plošče. Tako je bil popularen. Zakaj je bil popularen? Po drugi svetovni vojni Američani so iskali preprosto glasbo za plesati, za se srečati na plesišču in so hoteli se kako sprostiti po vsa leta od vojne in ta slovenska ameriška polka, posebej Frank Janković, je bila ta prava stvar v pravem trenutku. In bomo slišali eno slovensko pesem, ki je Janković predelal in gotovo boste poznali to melodijo. Torej, tu je pesem vre, mi smo pa Ribenčanje, ampak on je predelal na dance, 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 dance all your troubles away. Tu vam dam malo ideje, zakaj je bil tako popularen. Tudi je imel kariero v Hollywoodu okoli leta 1950 in tam bil vabljen večkrat za snemanje in za zabave. Imel je pogodbo z Columbia za 25 let in imel 2 zlate plošče 15 let, preden je Frank Sinatra dobil svojega prvega. Drugi v konec 40-ih let, ker je Janković uspel, so te firme kot Columbia in Victor iskali druge slovenske ansambli. Recimo tam na levo je Gianni Bernal, ki je imel prvo slovensko televizijsko oddajo že 1949, 10 let preden je Slovenija imela slovensko televizijo, ali pa Gianni Pečun, tukaj na desnu, ki je tudi igral na televiziji in je začel z Jankovićem in potem ustanovil sam svoj orkester. Kar je zanimivo je, ta slovenska ameriška polka je bila zelo popularna vse do okoli letu 1953, veliko desetletje po drugi svetovni vojni. To je bila glasba, ki je bila, kako bi rekel, sprejemljiva, wholesome. Ne vem, kako se reče wholesome. Prosim? V celoti. Wholesome tu pomeni, da ko je hčerka hotela iti na ples v slovenski dom in je Janković igral ali Gianni Bernal, starši se niso skrbeli, da bi bilo kaj narobe s tem. Saj je bilo v soseski, je bilo med svojimi ljudmi, ni šla kam jazz poslušati, je bila med znanci, tako da je bila polka sprejemljiva. Ampak potem po vojni, čez recimo po letu 1950, ti mladi fanti, ki so prihajali domov iz vojske, so si našli par na plesišču in potem so se poročili, so začeli družino, kupili hišo, kupili televizor in kar naenkrat ta polka glasba je začela opešati. Ampak potem pa v začetek 60-ih letih pride pa nova, mlajša generacija in nove možnosti za uživati polko. Gotovo se spomnite Richie Vadnal, ki je bil zelo popularen tudi v Sloveniji v 70-ih in 80-ih letih. On je prevzel ansambl od svojega brata Johnny in tudi uspel na televiziji in v Sloveniji, ker je večkrat obiskal vašo deželo za svojim orkestrom. Mlad Walter Ostanek, začetek 60-ih letih, kanadski kralj polke, je tudi uspel v Kanadi za svojo različico slovensko-ameriške polke. V 60-ih letih ti ansambli so bili tako popularni, da so imeli te polka turneje po svetu, tudi v Slovenijo, na Havaju, Mehiko,
in so zbrali skupaj skupino svojih oboževalcev in potem najeli avion in z ansamblom šli v Slovenijo ali drugo. Vem, da včasih je bil slovenski seljski piknik, zdaj kličejo, kako dobrodošli doma, mislim. Ampak recimo leto 1975 je prišli 3000 Slovencev iz Amerike na piknik, ker so imeli te poceni čarter odlete od jat in za $300 si lahko šel direkt od Cleveland do Ljubljane in pa še 2 tedna hotela dobil. In potem tudi v 60 letih imamo festivale, ki ljudje ponovno odkrivajo svoje korenine, bodi si Slovenec ali Čeh ali Poljak in uživali v polka glasbi. Med to mlajšo generacijo imamo tudi pevke, Cilka Valenčič Dolgar, moja sestra, je uspela kot pevka in tudi izdala 10 plošč. Ona je tudi vodila slovenski otroški zbor za 40 let in tudi nekateri ti otroci so ustanovili svoje slovenske ustanove in ansamble. Toni Pekovšek je začel na radio v letu 1961 in imel zelo vplivno radijsko oddajo, slovensko oddajo je 2 uri na dan, 7 dni na teden, s polko glasbo in novice iz Slovenije in tudi ustanovil več festivalov, ki še zmeraj danes uživamo. V 70 letih so bile tudi druge zanimivosti, ki so Slovenci izumili. Ena stvar je polka maša. V 60 letih so bile spremembe v katoliški cerkvi, med drugimi, da si lahko užival mašo v svojem jeziku in tudi različne oblike glasbe. Niso več orgle imele prednost, tudi so imeli maše s kitaro ali maše z jazz ekipo. In to pater Frank Perkovič iz Minnesote je populariziral polko mašo. Kaj je polka maša? Ne plešemo v cerkvi, ampak to so znane slovenske melodije in namesto himne pojemo te melodije, ampak besedila so iz liturgije, torej da so primerne za cerkev. Namesto orgle pa imamo polka ansambl. Torej, on je posnel polka mašo in že 100,000 komadov te plošče prodal. In kjerkoli je kakšen narodnostni festival v Ameriki, je tudi polka maša in ljudje pojejo te melodije, ne vejo, da so slovenske melodije, ampak vejo, da je polka in tu jih malo približuje k verovanju, kako se reče. Ja. In tu je tipično se vidi, od zadaj je polka ansambl in delijo opajilo. V 80 letih so Slovenci prišli na glasu skozi te Grammy nagrade, najvišja čast v glasbi v Ameriki. In v letu 1986 so delili prvič nagrado za najboljšo polko ploščo in je Frank Janković dobil tisto prvo ploščo in Walter Ostanek iz Kanade pa je še dobil 3 Grammy nagrade. Tu je mlada harmoničarka Lynn-Marie Hrovat, ona pa je že 5krat bila nominirana za Grammy nagrado za najboljšo ploščo. Ona pa je spet še nova generacija, mislimo, da bo naša slovenska zavest in kultura šla v nič, pa pride nova generacija, nove ideje, novi talenti, ki posvežijo našo kulturo. Torej, ona igra vse po starinsko, bi rekli, in pozna slovenske pesmi, ampak da svoj country vpliv
v naši glasbi. Slovenci so bili znani ne samo za polko, ampak tudi v drugi glasbi. Irving Fazola je bil znan jazz klarinetist v 40. in 50. letih. In ni se rodil kot Fazola, on se je rodil prestopnik, njegovi predniki so bili izblizu Vrhnike doma, ampak ker je bil malo bolj velik, rad je jedel in rad je jedel pasta fažol, tako da so mu dali ime Irving Fazola. Ampak je bil čudovit klarinet jazzist s klarinetom, ki je vplival na mlajše generacije z njegovim igranjem. Na današnji sceni od jazza pa je najbolj znan Keith Jarrett, njegova mama je Slovenka, bolj progresiven jazzist, ki njega se lahko posluša po YouTubu in je izdal, mislim, 20 različnih plošč. V svetu jazz petja sta sestri Ann Hampton Calloway in Liz Calloway. Mama je Slovenka in obe sta bila nominirane za nagrade na Broadwayu. Ann Hampton Calloway upamo, da bo prišla drugo leto v Slovenijo na koncert. Ona je tudi komponistka za jazz pesmi. V svetu rock and roll Monkees so bili ameriška različica Beatlesov. V 60. in 70. letih so imeli svojo televizijsko nadaljevanko in en član je bil Mickey Dolenz, ki je bil mlad otrok v Hollywoodu, je imel svojo televizijsko oddajo, ampak potem se je ukvarjal z glasbo in kot kitarist in pevec z skupino Monkees. Bomo malo poslušali njega. On poje in igra bobe. V 70. letih v dobi disco glasba Andrea Troop, rojena Andrea Truden, je tudi bila znana. Danes pa imamo Weird Al Yankovic, ki je parodist rock and roll glasbe, rad igra znane glasbe pesmi z novimi besedilami in tudi na harmonike. Torej je prav, kako bi rekel, komik za rock and roll, se norčuje Rolling Stones, rap glasba, vse, ampak njegovi pa predniki pa so doma iz Bele krajine, iz vasice Jankovići. Bomo malo poslušali Weird Al Yankovic.
Tu se naučuje rap glasbi. V country glasbi, v cowboy glasbi, Joey Miškolin je zelo znan. On, kadar za Hollywood filme iščejo harmoničarja, njega najamejo. On je tudi komponist in je za znane risanke Toy Story 2 iz studio Disney tudi pisal pesmi. Nismo imeli samo popularno glasbo, v Ameriki smo tudi imeli slovensko opero, opere v slovenščini kot Il Trovatore, Rigoletto, La Traviata, Carmen in vse do 60. let smo delali opere v slovenščini v Clevelandu. Leto 1931 pa tudi prva slovenska opera napisana v Ameriki, Turjaška Rozamuda po Prešernovi pesmi, in pred malom smo našli libreto in orkestracijo te opere in upamo, da bomo jo še kdaj uprizorili. V Sveti operi Lucille Udovič je bila znana sopranistka, je večkrat nastopala s Franco Corellijem in pela v La Scali v Milanu. Vse do pred 10 let se je upokojila iz metropolitanske opere Heidi Skok, znana mezzo-sopranistka, zdaj uči operno petje. Uspešna je tudi Karen Kamenček kot dirigentka opere, posebno za metropolitansko opero. Lani je imela uspešno ploščo od opere Ahnaton od ameriškega komponista Philip Glass. Imamo tudi tradicijo plesa, recimo slovenski tradicionalni plesi. Tu je mlad ansambl Kres iz Clevelanda, ki so kot naša različica plesalce Franceta Marolta. V modernem plesu v 20. in 30. letih Teša Podgoršek Deltej je bila znana za svoje ekscentrične poze in tudi je bila popularni model za kiparje. Torej njena oblika, njen portret se vidi v neštetih kipov iz tiste dobe. V sodobnem plesu Chris Komar je bil plesalec za ansambl od Merce Cunningham in na desno tukaj iz Koroške Tadej Brnik, ki je bil vodilni plesalec v skupini Martha Graham. Mislim, da je on iz Črne na Koroškem. Na levo imamo Izabela Kralj, ki ima svoj plesni teater v Milwaukeeju. Na desno pa Sabrina Meško iz Slovenj Gradca, ki pa je tudi študirala indijske plese in izdala knjige in video DVD-je o indijski ples in yoga ples. Tudi smo imeli Slovenci v filmu. Vam predstavi naša prva slovenska zvezdnica, bi rekel, Rozalija Sršen, ki se je preimenovala na Zala Zarana. Njo ni imela veliko kariero, ampak v dvema filmoma se je pojavila, ker so jo klicali ta prva jugoslovanska lepotica v Hollywoodu. To je bilo okoli letu 1922. Ne moram reči, da je bila glihta najboljša igralka, ampak je bila ta prva in je naša. To je posnetek iz pred 100 leti Zalika Sršen. Med bolj znanimi zvezd iz konec 20. let je bila Laura Loplan, njena mama se je pisala Turk, je bila Slovenka. Ona je bila kot Doris Day v dobi nemega filma.
V 40 let pa Audrey Totter, njen oče je bil Štajerc, ona je bila iz blizu Chicaga doma in je največ igrala v kriminalk, tudi imela vloge s Clark Gablom, Robert Taylor in druge znane zvezde iz 40 in 50 letih. Imel sem intervju s njo po telefonu pred leti in je res bila zelo ponosna na svoje korenine. Omenil sem Mickey Dolenz, njegov oče pa je bil igralec v filmu, rodil se je v Trstu in največ igral za šarmantne vloge kot kakšen grof ali Julij Cesar. Tudi zanimivost je imel film z Audrey Totter, dva Slovenca v istem filmu in nista vedela, da za enega drugega in svoje korenine. Zanimivo je v tem filmu iz leta 1954 Senčenka za Joeja imata ljubezenski prizor in jo prime za roko in Audrey izjavi My darling, I love you, ich liebe dich, yo te quiero, jaz te imam rad. Torej, prve slovenske besede v ameriškem filmu so jaz te imam rad. In ona sploh ni vedela, da je on Slovenec in obratno. Alida Bali, njena mama je Slovenka bila, pisala se je Obrekar, ona je znana kot italijanska filmska zvezda, ampak tudi imela kariero v Hollywoodu. Donna Anderson se je rodila Knafels, ona je tudi igrala v 50 letih z Gregory Peck, Ava Gardner, Spencer Tracy, znanimi osebami. Na televiziji v filmu Frank Gorshin, največ kot komik ali kot kakšen izobčenec. Francine York je stranske vloge igrala, rodila se je Jerič in tukaj se vidi, se je lahko vidi v filmih z Marlonom Brandonom in z Elvis Presleyem. Danes imamo Željko Ivanek, rojen v Ljubljani, ki je tudi nagrade dobil za svoje vloge na televiziji in tudi večkrat igra po filmih. In zanimivo je, v kreditih zmeraj mora biti slovenščica nad Željem, to je v njegovi pogodbi. Hčerka od Mickey Dolenz, Amy Dolenz, tudi igrala v grozljivkah in filme za najstnike. Kanadčanka Lolita Davidović tudi igrala glavne vloge v filmih, tukaj v film Blaze z Paul Newmanom. Christoph Waltz je že 2 Oscarja dobil za stransko vlogo, njegova mama pa je Slovenka, se je pisala Urbančič. Na televiziji, ne vem, ko ste dobili nadaljevanko, komično nadaljevanko Seinfeld, Patrick Warburton je imel vlogo v tem, komični igralec, tudi s slovensko mamo. Melissa Joan Hart je imela svojo serijo na televiziji, Sabrina, najstnica čarovnica, in tudi njena mama pa se je pisala Polje. Gotovo poznate Katarina Čas. Katarina je tudi igrala v hollywoodskih filmov, posebno v Vogue Wall Streeta. Komik Anthony Jeselnik se večkrat pojavi na televiziji in je zelo hecen, tukaj reče, moja punca hoče, da bom jaz boljši človek, da lahko dobim boljšo punco. Med mladimi igralci Urška Parker se pojavi v filmih danes. V animaciji Michael Lack, ta na desno, je animiral Tom in Jerry, ta Mucek in ta Mišek in Mačka v 40 in 50 letih za filme v Hollywoodu.
Na televiziji je bil znan poročevalec Charles Kuralt, ki je z svojim kombijem šel po celi Ameriki in delal intervjuje z navadnimi ljudmi, zelo priljubljena oseba na televiziji in slovenskega porekla. Tudi v založništvu, recimo Vida Ponikva je bila urednica in založnica časopise v Minnesoti. Gotovo poznate Louis Adamič, slovenskega porekla, ki je zelo znane knjige pisal o koreninah, o multikulturne Amerike in spodbujal ljudje ne se sramovati svojih korenin. V Filadelfiji romantične romane piše Carol Howie, slovenskega Mrak se je pisala. V pesništvu Anita Andrece je znana kot indijanska pesnica, posebno jaki indijanka, ampak njena mama pa je bila Slovenka. In tudi v svojih pesmih omeni svoje slovenske korenine. Med današnjimi pesniki Bruce Weigel na levo piše pesmi o vietnamske vojne in svoje spomine. Na desno pa je Ray McNeese, on je znan kot performance pesnik, je šel po Rusiji z Jevtušenkom, tudi imel turneje po Ameriki in je zelo znan v tem slogu pesništva. Oba imata slovenske matere. V likovnem umetnosti keramist Paul Bogataj, zelo znan v 40-ih in 50-ih letih. Tu je Gregor Porušek, ki je bil slikar v Clevelandu pred drugo svetovno vojno. John Capel, ki je bil oblikovalec pohištva v Kaliforniji, zelo znan. In kipar France Gauchet, ki je nekaj let živel v Ameriki in v Kanadi in tam ustvarjal. V Utah Gary Prazen, znan kipar. In tudi arhitekt Ivan Jager, ki je bil sodobnik od Plečnika, sta bila sošolca, ampak se je Jager preselil v Ameriko in tam bil arhitekt posebno v državi Minnesoti. V fotoslikarstvo Inge Mora, njena mama je bila doma iz Slovengradca, bila znana za njene portrete od znanih oseb kot Marilyn Monroe. Njena hčerka Rebecca Miller, poročena za Daniel Day-Lewis, pa je znana kot režiserka dokumentarnih filmov. Kiki Kogolnik, ki je bila iz Pliberka, je znana bila v pop umetnost v 60-ih in 70-ih let. In v Kaliforniji pa Gary Bukovnik je znan akvarelist v Ameriki, tudi imel razstave v Sloveniji. Med izumiteljev imamo France Rode, ki je pomagal izumiti prvi ročni kalkulator, in na desno Joseph Sutter, ki je bil eden na ekipi, ki so izumili Boeing 747 avion. Imamo tudi tradicijo astronautov v Ameriki, na levo je Jerry Leininger, na desno Randy Bresnik in na sredi, se ne morem spomniti, kaj? Budujte nas, smisli. Sem že pozabil, se bom smislil, Ronald Shega, hvala, Ronald Shega. In gotovo poznate Sunita Williams, ženska, ki je največ časa letela v vesolju in tudi večkrat šla izven, kako se reče? Kapsule. Ja, izven kapsule, ja. Tudi pri vojakih na levo imamo Ferdinand Češarek, ki je bil general s 4 zvezdami
in na desno vodja flote na Pacifiku Ronald Zlatoped. V politiki na levo Frank Lauše je bil župan Clevelanda, tudi guverner države Ohio in senator. Glej tako na desno George Vojnović, mama Slovenka, je bil tudi župan Clevelanda, guverner države Ohio in senator. In na sredi od države Iowa Tom Harkin je tudi bil senator in imel slovensko malo. Danes imamo pa senatorko Amy Klobuchar iz Minnesote, zelo popularna. V zadnjih volitvah so mislili, da bi ona bila dobra za podpredsednico in lupu, da bo še kaj večjega dosegla v ameriški politiki. Smo imeli tudi svoje aktiviste, to je Anica Klobuchar-Clemens, ki je okoli letu 1910 in 11, ker so v rudniku imeli štrajke v severni polotok države Michigan, kjer je bilo veliko Slovencev, je ona organizirala matere in hčere od teh rudarjev in so imeli te parade za pritegni pozornost za to, kar za te razloge, ki te rudarji so štrajkali. Bila zelo priljubljena oseba, tudi visoka je bila in zmeraj v paradi z veliko razstavo in organizirala Slovence in druge delavske za pomagati tem štrajkarjem. Ker je Slovenija imela težave, so Slovenci v Ameriki se hoteli pomagati. Po prvi svetovni vojni smo imeli te konvencije za združenje, za pomagati Slovenijo pod novo Jugoslavijo. Tudi po drugi svetovni vojni smo pošiljali pakete v Slovenijo, tu so progresivne Slovenke, ki so nabirale hrano in oblačila v Slovenijo. 1991 je bila spet Slovenija, slovensko samostojnost ogrožena, smo se vsi predstavniki vseh slovenskih organizacij skupaj potegnili in začeli nabirati peticije, pošiljali pošiljke na Belo hišo, tudi telefonske maratone v Belo hišo, da naj predsednik Bush pripozna Slovenijo kot samostojno in demokracijo. Torej, to je bilo vse do aprila v letu 1992, ko je končno predsednik Bush pripoznal Slovenijo. Tam smo prvič slovensko zastavo vzdignili pred pisarne od Ameriške dobrodelne zveze. Imamo smo tudi slovenske športne ekipe, sokolice, tudi bejsbol, košarko in tudi danes radi balinamo. V bejsbolu smo imeli svoje zvezde za časa druge svetovne vojne, kadar niso imeli moške za navaden bejsbol, so imeli vse ženske ekipe in najboljša igralka je bila Dorothy Kamenšek na levo. Tukaj na desno pa je John Schmaltz, ki je znan kot metalec v bejsbolu. V ameriški futbol Tony Adamle je bil med šampioni Cleveland Browns med letom 47 in 54 in na desno pa Dan Meyerle, ki je igral košarko v 90-ih letih za Phoenix Suns. Poznate te osebe? To so brata Dragič in seveda Luka Dončić.
In v hokeju smo imeli prej Franki Brimšek, ki je bil najbolj uspešen vratar v 40 letih, in danes pa imamo Anže Kopitar. V boksingu Frici Živič je bil lightweight šampion, kako se reče lightweight? V olimpijadi smo imeli brat in sestra medalcev Hayden, Eric in Beth, in na desnu Kanadčan Elvis Stojko za umetnostno drsanje. Ja. Zlato medaljo za gimnastiko Peter Vidmar in na desno John Godina za kroglo. In tudi v paraatletiko, za šport, v košarka na kolesa, pa na levo Mark Župan, ki je bil najbolj, kako bi rekel, barvit igralec v košarko na vozičku, ker so tudi dokumentarni film posneli o njega. Danes ena izmed najbolj znanih Slovenk je Melania Trump. In moram reči, da še zmeraj ohranjamo slovenske tradicije po Ameriki. Potica je nam zelo priljubljena. Ta gospa ima majico, ki piše, ko je, kako se reče, in case of emergency. V primeru nujnosti. V primeru nujnosti dajte mi potico. Tudi krajinske klobase so nam priljubljene. 13. septembra smo imeli 20. festival krajinskih klobas, je prišlo 1200 ljudi. In tudi mora biti glasba zraven. In tradicionalne krofe delamo za bitke, tudi z dinstem krompir. Imamo tudi svoje ustanove, recimo Blejsko jezero, tam pri Semenišču v Chicagu, slovenski kulturni vrt v Clevelandu z Ivanom Cankarjem, kapela Matere Božje v Lemontu izven Chicage in tudi, kot sem pokazal prej, vinska trgatev na farmi v SMPJ. Tudi imamo slovenske muzeje in predavatelje po Ameriki. Tu so različni zbirki v Wyomingu, v Minnesota, v Kansas Cityju, v Pennsylvaniji. In tudi naš muzej slovensko-ameriške polke. Frank Jankovič je bil ta prvi, ki je bil ustoličen, ampak vsako leto delimo nagrade za življenjsko priznanje in za najboljše glasbenike. Še zmeraj različne tradicije, radi se veselimo z harmonikami, na piknikih, ples, tudi imamo slovenske misice in tukaj delimo nagrade in imamo prav, kako bi rekel, kot Hollywood predstavo nagrado vsako leto konec novembra za naš festival slovensko-ameriške polke. Še zmeraj slavimo Frankija Jankoviča, ker imamo parade in tudi že 10 let imamo kurentovanje v Clevelandu in to leto je prišlo 1000 ljudi za kurentovanje. Torej, jaz imam slovensko radijsko oddajo, lahko poslušate tudi na internetu vsako soboto in četrtek 247polkaheaven.com in tu sem vam malo pokazal prerez, kaj smo mi v Ameriki Slovenci dosegli in upam, da to najboljše še nas čaka. Torej, upam, da hvala, da ste prišli. Tako da sem dodal predolg, ampak imate kakšna vprašanja, lahko me kar vprašate. Lahko bi bila, ker si zdaj bil v Velenju, bi bila lahko naša
naša slika iz Clevelanda, ko smo nastopali tam. Smo bili s skupino, kolega iz Velenja. Nažalost nisem imel, imam program, ampak nisem imel fotografijo kolega. Vem. Mi smo iz Floride, smo takrat tale Pust, ne? August? Ja, Pust, on je organiziral celo, prav je bil organizacijski odbor, kjer so nas gostili. Mi smo bili velika skupina, 50 ljudi. Iz te okolice smo tudi imeli ansambl Zreška pomlad, so nastopili, mislim, dvakrat. In tudi... Zbor iz kliničnega centra. Tudi zbor iz kliničnega centra in iz Slovenj Gradca, tudi Oktet Lesna. Ja. In Franjo Morko je bil prišel z njim. No, ampak mi smo bili takrat, ko si bil ti še rosno mlad. 82, ne? Takrat je bila pa, Zofka je bila pa takrat konzul. Ja. Zdaj to boš se čuli za Dona, karikaturist. Ja, karikaturist, ja, on je... Bratranc od mojega očeta. Ok, ja. On je, mislim, tudi za revijo Playboy je... A tudi? Ja, bolj hudomušne te risanke pisal, ja, humorist. Moj oče se je pa v Wyomingu rodil. V Rock Springsu? Ali kje? Kam pa meni tistega mesta ni več. Ok. Ker so hitro prišli nazaj, ali bi 2 leta star so prišli nazaj. Ja. Ampak nekaj bi vprašal, v San Francisco je kaj Slovencev? San Francisco še zmeraj ima slovenski dom. Aha, no. In imajo tudi častnega konzula, Tom Brandi. In on ima, se lahko pišete za njegov bilten, mislim, da enkrat na mesec nekaj na spletno stran od doma izjavi, ampak imajo redne, mislim, da bojo imeli martinovanje v San Francisco. Jaz sem videl, če greš na letališče,